dober večer vsem skupaj. Lepo pozdravljeni. Torej, lepo pozdravljeni na nocojšnjem odprtju 2 novih razstav. Veseli me, da ste prišli iz vseh koncev in krajev. Očitno je to, da v istem razstavnem terminu gostita razstava domačega avtorja in razstava gostujočega, dobra formula tudi za to mešanje naše publike. Torej, v Mali galeriji odpiramo razstavo domačega soboškega umetnika, slikarja Aleksandra Vukana, ki nosi naslov Rumeni simbolizem. Tukaj v tem večjem prostoru pa razstavo mariborskega slikarja Boruta Popenka, razstavo in umetnika bo potem kasneje predstavil naš sodelavec, odličen kustos, doktor Robert Inhof. Jaz bom pa začela kar v sosednjem prostoru, torej z Aleksandrom Vukanom. Kot vidite, že na prvi pogled, ko ste vstopili v ta prostor, vas je nagovorila barva. Namreč razstava Aleksandra Vukana je njegova 3. zapovrstjo, samostojna razstava pri nas. Tokrat je nastala v sodelovanju z Kulturnim centrom Maribor. Dušan Hedl je nocoj prav tako z nami. On je dal pobudo in mi smo se seveda takoj odzvali. Torej, Aleksander Vukan pa nekako sledi tej ekspresionistični tradiciji. Imamo ogromno nekih likovnih tradicij, ki jih je on umestil v neki svoj likovni jezik. Torej, ekspresionizem, fauvizem, skratka neke elementi prvine naivne umetnosti, skratka en tak zares pristen, spontan, izviren likovni nagovor, ki mu seveda sledimo že ves čas, odkar je ustvarjalen, ampak vidimo tudi že kar veliko dela, kontinuirano dela, številne premike, naprimer njegove zadnje razstave tukaj pri nas, ki je bila v tem letu zelo čudnem, tudi za nas, galerije in muzeje v letu 2020, ko nas je zadela torej ta pandemija. Tokrat so pogoji bistveno boljši. In vidimo, da je Aleksander v sklopu te razstavne postavitve, se to lepo pokaže, izrazit figuralik po eni strani, po drugi strani pa v svoj likovni jezik zelo dobro vpleta tudi simbolizem. Vsekakor pa je tisti osnovni gradnik, s katerim nas najbolj nagovori barva, izredno močni barvni kontrasti, ki jim sledimo skozi vsako delo. Morda bi izpostavila tudi skupino portretov znotraj te figuralike, znani upodobljenci, ki seveda niso realistični upodobljeni, ampak imajo nek notranji naboj, neko notranjo napetost, ki jo umetnik oblikuje predvsem z močno poudarjeno kulturo, močnimi barvnimi kontrasti in seveda z nekimi prelomi, zamiki, deformacijami, ki dodajo nek dodaten suspens k značaju ali odkrivanju značaja upodobljenca, bolje rečeno. Naslov je Rumeni simbolizem. Umetnik je danes na tiskovni konferenci omenil, da je rumena tisti nek likovni leitmotiv skozi celotno razstavo in dejansko se to v našem ogledu potrjuje. Določena dela so celo tako daleč, šel za to rumeno barvo, da deluje celo močno prežarčena, presvetljena, mogoče spominjajo tudi na določene rentgenske posnetke, tako rekoč. Skratka, veseli nas, da lahko Aleksandru sledimo pri tem izvirnem, iskrenem, zelo prepričljivem likovnem nagovoru in bomo videli, kam ga bo ta pot popeljala v prihodnje, vsekakor mu bomo sledili. Tako, sedaj pa vabim k besedi dr. Roberta Inhofa, da predstavi še Boruta Popenka in njegovo delo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj vprašanje, zakaj smo se odločili za razstavo Boruta Popenka. Razlog je v bistvu samo eden.
Gre za izjemno kvalitetnega in izvirnega slikarja v polju geometrijske abstrakcije, ki sicer je res da neomejena, so se ti geometrijski liki v različnih barvnih permutacijah lahko pojavljajo tako rekoč ad infinitum, vendar pa v veliki meri taka umetnost skozi čas postane tudi zelo dolgočasna, kar pa umetnost Boruta Popenka ni. In za razliko od matematičnih pristopov k geometriji je njegov pristop predvsem intuitiven. On toliko ne izračunava, kot nekako poskuša z različnimi papirji, razglednicami, maketami sestavljati določene kompozicije, potem jih na okvirje, ki jih sam razžaga, sestavi te oblikovane platna, ki pa delujejo. To se mi je zdelo včeraj, ko je bila razstava postavljena in ravno pravi čas, da sem lahko še v tekst dal ta vstavek in mogoče bo naslednji teden še kak vstavek. Spominjajo nas na dela najprej ena mimikrija. Ne vemo, ali so to dela iz papirja, ali so izrezana iz lesa. Imamo pa občutek, da ta dela niso narejena s človeško roko. Tudi nobene sledi, ne opazimo sledi čopiča, tudi ko je naslikana črta, je ta črta tehnična. In v tem smislu, če postavimo ta dela v polje, iz geometrije v polje likovne antropologije, nas seveda spomni na Ahero Poetoj. To so dela, ki niso bila naslikana z človeško roko. Se pravi, ikone, pri katerih ni bil navzoč umetnik, ampak je šlo za otis prave osebe, ampak to niso Popenkova dela. Popenkova dela bolj spominjajo ne po obliki, ampak po tej tujosti, na tisti črni monolit z Kubrickovega filma Odiseja v vesolju 2001. Se spomnite tisti monolit, ki pade v eno posebno okolje. In zdaj tukaj Borutu uspe tudi ena šaljivost. Mi vemo od Gombricha naprej, da mi razumemo stvari po modelu schema plus korekcija. Se pravi, tiste stvari, ki poznamo, jih poznamo, tiste, ki jih pa ne poznamo, pa jih vizualno priredimo na stvari, ki jih poznamo. Tako v strog geometrijski svet vnese Popenko neke vrste subverzivnost in duhovitost. Se pravi, ta dela nas spominjajo na okna, na vrata in ne nazadnje tudi na fotografije, reklamne fotografije preprog, kakršne vidimo s temi zavihki. In geometrijska umetnost, zdaj filozof Aristotel, ko je doživel brodolom in je priplul na obale Rodosa, je srečal, je videl narisane geometrijske like in je rekel, nadejamo se dobrega, saj vidim človeške sledove. Danes bi lahko rekli ravno obratno. Ko vidimo geometrijsko umetnost, se nam zdi, da ni nobene človeške sledi. Zdaj, Borut Popenko bi lahko pristopil k tej zadevi zelo enostavno, s pomočjo računalnika. On se je odločil za težjo pot, za poskušanje, skiciranje, sestavljanje, maketiranje in ne nazadnje, kot se omenil, tudi ročno izdelovanje samih okvirjev. In tisto, kar doseže, je v bistvu medigra treh prostorov. Eden je ta prostor, naš prostor, drugi je prostor za sliko, tretji je pa prostor slike in četrti je prostor, je pa sama slika, ki se ob tem povsem predrugači. In za razliko od hladne geometrijske umetnosti je ta vnos humorja nekaj, da tako rečem, zelo toplega in radoživega. Mi je bilo kar veselje z Borutom to razstavo postavljati in se v tem seveda izjemno zabavati, ne glede na resnost
zadeve. Jaz obema umetnikoma Aleksandru Vukanu za razstavo v Mali galeriji in Borutu Popenku za razstavo v Veliki galeriji čestitam in s tem tudi odpiram obe razstave. Hvala lepa.